Zdaj pa k Miru Cerarju, nažalost našem premijeju, lahko rečemo, da je bolj zendrek premijer. Frendom je odpustil dodatke za stalno pripravljenost, v NLB in SDH nastavlja svoj folk, nekaj je mutu z ograjami, s policajce pol leta ni mogel nič zmeniti, pa še Erjavc ga drži na kratko. Če bi izvolili Fikus, bi bil bolj odločen kot Smerar, ampak o nečem pa je Miro odločen. Seveda pa tudi ta, bi rekel, uspešno delovanje Luke Koper in ta perspektiva, ki jo Koper kot geostrateško pristanišče in Luka ima, kot predsednik vlade ne bom odnehal, bom priganjal do konca, da zasadimo še v tem mandatu prvo lopato in da, bi rekel, ta drugi tir Slovenija končno dobi. Tako je, premier Smerar se zaveda, da je Luka Koper strateškega pomena in ne bo odnehal, dokler drugi tir ne bo zgrajen. Vsaj tle je Miro Desc, ki se zaveda, kaj koristi njegovi državi. Ne hecam se. Smerar bo vse zasral spet. Več virov nam je potrdilo, da je v strogi tajnosti namreč stekla politična akcija menjava vodstva Luke Koper. Najmanj nenavadno, ker je Cerar še med petkovim obiskom pristanišča javno hvalil delo aktualne uprave pod vodstvom Draga Matića. Smerar hoče zamenjati par ljudi na vrhu Luke Koper. Nič tazga. Janša tle postavil časarja, ki je baraba prve klase. Počakajte, da zveste, koga hoče Miro pripeljati. A hočete vedeti? Ja, bom jaz povedal. To naj bi bil Jürgen Sorgenfrei, nemški možakar, ki se spozna na stvari povezane z morjem. Ironično, Sorgenfrei pomeni brez skrbi. A nas mora skrbeti. Zakaj? Prvič, Sorgenfrei je delal v pristanišču Hamburg, veliki konkurenci Luki Koper. Drugič, stric je v študiji, za katero smo ga plačali mi, napisal, da Luka Koper nima potencijala, drugi tir pa se ne splača. A vidimo, kakšna groza je to. Tudi kot bi Ministrstvo za zdravje za friz boja proti spolnim boleznim zbrali Jana Plestenjaka. To je, kot bi judovska skupnost za svojega predstavnika zbrala Hitlerja. To je tako, kot bi za nadzornika Luke Koper zbrali človeka, ki pravi, da Luka Koper nima potencijala. Smerar nam laže, da hoče postaviti drugi tir, po drugi strani pa dela uslugo Nemcem, da bojo lahko zjavali Luko Koper in čez par let kupili za par fičenkov. Možnosti sta dve. Ali je Miro dobil debelo kuverto, če tudi pravi, da se z lobiji ne sestaja, ali je pa tu blesal pa nesposoben, da mu pred nosom kradejo državo. V vsakem primeru se treba vprašati, če res ne bilo boljš, da bi izvolili Fikus. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej tujec, polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.